Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Moj prvi daljši odhod od doma je bil v Brazilijo, ko sem 17 leti obiskala partnersko šole dvojezične trgovske akademije v Belo Horizonti. Zdrajte, Sovjetska vas moje Marta 300. Davajte. Almaty, največje kazahstansko mesto, leži na jugovzhodu države na vznožju gorske verige Tien Shan. Po razpadu Sovjetske zveze je Almaty začasno postalo glavno mesto neodvisne republike Kazahstan, ki je po površini 7. največja država na svetu. Danes je glavno mesto Kazahstana Astana, ampak Almaty je ostal kulturno, znanstveno, turistično in gospodarsko središče države. Nedotaknjeni viri rud, zemeljskega plina in nafte Kazahstanu zagotavljajo gospodarski vzpon, ki ga je čutiti tudi v Almatyju. Glavni mednarodni koncerni in banke imajo tu svoje sedeže. Kazahstanci so zelo ponosni na to, kar so v zadnjih 20 letih po osamosvojitvi zgradili. Prestiž je vse, to, kar imaš, tudi rad pokažeš, pravijo. Za Almaty so značilne različne narodnosti, kulture in vere. 120 etničnih skupin živi v tem velikem mestu, ki šteje 1,5 milijona prebivalcev. Ja, tukaj v Kazahstanu ali pa v Almatyju je to čisto navadno, da ustaviš avtomobil in se zmeniš za gotovo ceno do cilja. Ja, in tako prideš na delo ali pa kamorkoli. Alenka Oraže, doma na Radišah, je maturirala na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu in nato zaključila študij slavistike na Dunaju. Medtem že 2 leti dela na avstrijskem gospodarstvem predstavništvu v Almatyju. Skrbi za podporo avstrijskim podjetjem pri sodelovanju s Kazahstanom in sosednjimi državami. Delo je zelo zanimivo in raznoliko. Predvsem mi je všeč uporaba 3 jezikov. Obdelujem zelo obširno število tem in dobim tudi vpogled v vse branže gospodarstva. Glavni občevalni jezik v Almatyju je ruščina. Kazahstanci so bili pred razpadom Sovjetske zveze v bistvu manjšina v lastni državi in v bistvu tudi niso smeli tako neomejeno uporabljati svoj lastni jezik. Ja, in to seveda hočejo zdaj popraviti. Če bi hotel delati za vlado, naprimer, moraš pa nujno znati kazahščino. To že zahtevajo. Ja. Almaty je že od nekdaj bil tržni center ob Svileni cesti. Na severu Almatyja leži bazar Baharolka, kar dobesedno pomeni kič. S svojimi 15.000 stojnicami, to je površina 70 nogometnih igrišč, je drugi največji bazar centralne Azije. Avtobusi kupcev prihajajo po ugodne nakupe te vse, kar si srce zaželi in denarnica zmore. Nad 65% blaga je uvoženega iz Kitajske, ki je od Almatyja oddaljena le 300 km. Zeleni bazar v centru mesta je za 2/3 dražji in je specializiran predvsem na sadje, začimbe in mesne izdelke. To je zelo praktično, da je to vedno odprto, tudi za konec tedna lahko vedno tja greš, pa tudi nakupovati, tukaj ni noben problem. Nedelja ni tako sveta, kot zdaj pri nas v Avstriji. Na mesnem oddelku vse zgleda zelo mastno. Te specialiteti, naprimer, bi dobesedno lahko rekli nabulane klobase. Se to kuha ali peče? To je zdaj kazahstanska narodna jed bešpamak, kar pomeni 5 prstov. Nekoč so jo namreč jedli brez pribora. Konjsko meso, mastna čreva, mastni rezanci, ki se kuhajo skupaj z mesom in za prebavo veliko čebule. Raje ne povem, s čim sem moral potelažiti želodec. Domačini pa, kot zgleda, kar dobro prenesejo to nomadsko posebnost. Obolenje srca in ožilja je v Kazahstanu glavni vzrok za prerano smrt. Ime mesta Almaty izvira iz kazahščine in pomeni mesto jabolk. Nekateri celo trdijo, da izvira prajabolko prav iz te regije. Kazahinja Maržana pripoveduje, da je tukaj levo in desno nekdaj bilo polno jablanovih dreves.
V Almatiju so menda zorela velikanska jabolka. 1 килограмм. А ты еще помнишь? Да, я помню. Eno jabolko je tehtalo 1 kilo in seveda niso smele manjkati na nobenem moskovskem banketu. 15 km južno od Almatija so z evropsko pomočjo pred nekaj leti zgradili smučarski center Šimbulak, ki seže do 3000 metrov nadmorske višine. To je pravi Eldorado za tujce in premožne Kazahstance, predvsem pa seveda tudi za sodelavce mednarodnih podjetij, ki se tu v centralni Aziji lahko za hip počutijo kot v evropskih Alpah. Ja, v prostem času sem najraje v gorah, ker se počutim bolj domačo v bistvu tukaj. Če je v mestu megleno, je tukaj vedno sončno in kot v bistvu na sončnih Radišah recimo, ali pa tudi v Kotah, kjer sem doraščala. Najraje po zimi tukaj bordam oziroma se smučamo, poleti pa seveda vandramo po tukajšnjih gorah, ki se imenujejo Tian Shan. To pomeni v kitajščini nebeške gore in dejansko se tukaj tako počutim, uživam in ja, mislim, da je en del domovine tudi tukaj. V zadnjih letih so socialna omrežja veliko pripomogla k temu, da je svet postal ena sama vas. Oddaljenost in odsotnost od doma za mlade ni več problem. Skype in Facebook, pa tudi druga socialna omrežja so seveda zelo važna zame, ker sem tako daleč proč od doma. Servus, Ata. A pa je še Noha doma? Enkrat na teden se starši slišimo, pa tudi s prijatelji in razmenjamo najnovejše novice, kaj se dogaja. Skušam postaviti najnovejše slikce od doživljajih v gorah ali pa kje drugje, da si lahko pogledajo, kaj delam. Vedno več študentov gre v času študija na izmenjavo v tujino. Alenka je bila v ruskem Krasnodarju. Moj profesor je takrat rekel, sagen Sie Ihre Papi, das ist sehr gut für Sie, für Ihre Identität und für Ihr Leben. Vsi mladi ljudje oziroma vsi ljudje lahko zdaj po svetu brez problemov potujejo skoraj kamorkoli. In to je seveda velika razlika med mojimi starši in našo generacijo. V bistvu. Seveda bi se Alenka rada vrnila v Avstrijo ali pa vsaj v Evropo. Če bi dobila službo nekje bliže svoji domovini, bi bila zelo vesela. Ampak v življenju ponavadi pride drugače, kot si misliš, pravi Alenka.